Skratka, najprej vam predstavljam goste. Nika Murovec in Damjan Kavaš sta iz Inštituta za ekonomska raziskovanja. Pripravila sta do sedaj najobsežnejšo analizo kreativnega in kulturnega sektorja, ki je zajela čez 35 000 kreativcev in pa čez 24 000 registriranih podjetij na tem področju. Seveda pa se zavedamo, da je to zelo obsežna analiza in zelo splošna analiza, kar bosta ona dva tudi povedala, ampak se nam zdi, da je to zelo dober začetek, da se lahko v bistvu preštejemo, da vidimo, koliko smo močni, da vidimo, kaj ta sektor dejansko pomeni v kontekstu vseh drugih sektorjev in gospodarstva. Z nami je tudi Barbara Predan, ki je oblikovalka tele flashi knjižice, ne oblikovalka, urednica. Oblikovalci so oblikovalci iz Studia Ljudje in v bistvu je ona poskušala na nek način povzeti poudarke te raziskave, zato da si tudi navadni smrtniki malo lažje predstavljamo, zakaj gre, kakšne so te številke in s tem, da so vizualno zelo dobro oblikovane, si jih zelo dobro tudi tako predstavljamo potem lahko. Z mano je pa tudi direktorica Centra za kreativnost Anja Zorko, ki nam bo pa na koncu tele okrogle mize potem še malo povedala, kaj načrtujejo v prihodnosti. Zdaj pa vabim Damjana in Niko, da predstavite analizo. Hvala. Kjer ga hočeta? Ker imam polne roke. Mogoče rabimo še tiste 3 mikrofončke, ki so tam. Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj. Upam, da mi ne bo padel. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj. Zdaj me pa slišite, a ne? Aha, zdaj me slišite, ok. No, jaz bi za začetek najprej rada rekla, da nas seveda veseli, da je očitno so rezultati te analize zbudili precejšnje zanimanje znotraj sektorja. Na inštitutu smo se sicer začeli s to tematiko ukvarjati že pred približno 10 leti. Takrat smo v okviru najprej evropskega projekta Creative Cities opravili prvo neko tako ekonomsko analizo tega sektorja. Takrat se je sicer temu reklo kreativne industrije, ampak šlo je za zelo podobno stvar. Potem smo pa nadaljevali tudi z enim večjim CRP projektom, kjer je bil sicer fokus na oblikovanju, industrijskem oblikovanju, bila pa je prav tako opravljena analiza statistična tega sektorja, celotnega tudi. Približno istočasno so potem že na Ministrstvu za kulturo tudi izdali publikacijo Kulturne in kreativne industrije po slovensko. Ta publikacija je vsebovala že tudi definicijo tega sektorja in prav tako rezultate neke statistične analize. Potem pa je bilo sicer neko zatišje z večjimi analizami, smo pa tako pri nas kot tudi drugi izvedli v vmesnem času neke manjše raziskave, predvsem v okviru različnih mednarodnih projektov, kjer pa moramo vedeti, da so sredstva za take analize ponavadi zelo omejena. Bile pa so tudi vmes neke druge analize posameznih vidikov sektorja, posameznih panog znotraj tega sektorja in tako naprej. Zdaj, vsaka od teh raziskav je seveda dala nek dragocen vpogled v posamezno problematiko, ni pa bilo tukaj neke celovite raziskave, ni neke primerljivosti zagotovljene. Tako da v okviru Centra za kreativnost se je pa res ponudila ena taka lepa priložnost, da se ta sektor še malo bolj poglobljeno razišče. No in rezultati te statistične analize so samo prvi korak, kot je že bilo rečeno, celoviti raziskavi sektorja. Preden bi šla na same rezultate, bi rada izpostavila nekaj omejitev in izzivov, ki jih analiza kulturnega in kreativnega sektorja prinaša. Prvi velik izziv je heterogenost tega sektorja. Kot veste, so v tem sektorju združene zelo različne panoge. Na eni strani imamo tu not na primer umetniško ustvarjanje.
To je panoga, za katero je najbrž precej jasno, da brez neke podpore na trgu zelo težko preživi. Na drugi strani pa imamo tukaj panogo, kot je na primer programska oprema in igre, kjer gre praktično za čisti posel in še cel spekter drugih panog seveda vmes. In z tega izvirajo težave ne samo za analizo, ampak seveda še bolj potem za oblikovanje nekih celovitih ukrepov za podporo sektorja, tako da se seveda velikokrat pojavlja tudi vprašanja, je torej sploh smiselno, da te stvari skupaj tlačimo, je možno poiskati neke skupne imenovalce in tako naprej. Naslednji izziv je povezan s samo definicijo sektorja. Kakor sem že prej omenila, tukaj so v uporabi različni termini, v zadnjem času se je nekako najbolj razširilo poimenovanje kulturni in kreativni sektor. To je izraz, ki ga uporablja tudi Evropska komisija. Se pa še vedno pojavljajo tako izrazi kreativne industrije, kulturne industrije, kreativna ekonomija in še kaj. Včasih ti izrazi označujejo dosti podobne stvari, včasih pa prihaja tudi do precejšnjih razlik. Neke splošno uveljavljene definicije tukaj namreč še zmeraj nimamo, tako da tudi posamezne države, poleg običajnih sektorjev, ki so tu zraven šteti, če tako rečem, prištevajo še kakšne svoje, na primer turizem, kulinariko, celo proizvodnjo igrač in tako naprej. Zdaj, ko pa hočemo pristopiti k neki statistični analizi, pa seveda rabimo neko operativno, zelo konkretno definicijo, natančno tudi, definicijo obsega, kaj sem sodi, kaj ne. Pri tem moramo vedeti, da smo precej omejeni z nekimi uveljavljenimi standardnimi klasifikacijami. Če razložim recimo, kaj to pomeni za analizo, posledično to pomeni, da so nekatere panoge lahko zajete bolj natančno, druge manj natančno. En primer je glasba, ki je kot sektor v okviru, podsektor v okviru KKS v statistični analizi zelo podcenjena. Zakaj do tega pride? Do tega pride zaradi SKD klasifikacije, kot jo poznate, in v skladu s to klasifikacijo, ki se jo nekako moramo vsi držati, velik del aktivnosti, ki bi jih sicer pripisali glasbi, je pripisanih neki drugi SKD panogi. Na primer koncertna dejavnost sodi vsa pod uprizoritveno umetnost, potem imamo glasbeno videoprodukcijo, ki je prav tako ne moremo izločiti iz ostale videoprodukcije kot SKD panogo in tako naprej. Takih primerov je še več. Ko pridemo do poklicev, imamo tukaj potem spet poklicne klasifikacije, poleg mednarodne še slovensko s svojimi specifikami. Ampak to so vse pač okviri, znotraj katerih moramo pri statističnih analizah delovati, skušati narediti neko čim manjšo napako, poiskati čim boljše rešitve. Glede na to, da je ta sektor relativno precej nov, te klasifikacije zanj mogoče predstavljajo kakšen izziv več kot za katero drugo panogo, ni pa to neka specifika samo tega sektorja. Ker smo želeli nekako primerljive rezultate, smo se pri definiciji obsega panog oprli na zadnjo tako študijo, ki jo je objavila Evropska komisija, navedena je tu pod sliko. In sicer smo se osredotočili na panoge, ki so tu poimenovane kot osrednje. Tle so stvari, ki jih večina definicij prišteva v ta sektor, recimo oglaševanje, oblikovanje, glasba in tako naprej. Modna industrija je zajeta samo tu not preko modnega oblikovanja, proizvodnje in prodaje nimamo zraven. Pa tudi luksuzna industrija, tako kot študije Evropske komisije, sem zraven ne more biti prišteta, spet klasifikacije ne omogočajo, da mi izločimo, kater del kozmetike je zdaj luksuzna proizvodnja, kater pa za široko potrošnjo. Tako da kogar zanima, no bolj natančno, ker je tega veliko, da vas tudi jaz preveč statistično ne dolgočasam, so tukaj navedene strani v publikaciji, ki si lahko točno pogledate, kaj vse smo prišteli in česa nismo prišteli zraven. Če grem na naslednji izziv za take raziskave, to je vsekakor dostopnost podatkov. Mi smo v tej raziskavi izhajali iz 3 velikih baz, ki jih vzdržuje SURS,
Prva baza je statistični register delovno aktivnega prebivalstva, druga baza je statistični poslovni register Slovenije in potem imamo pa še tu zaključne račune podjetij. Zdaj, dostopnost do takih baz seveda ni sama po sebi umevna, pridobivanje dostopa je precej dolgotrajen proces. Potem, ko pridobimo dostop, smo zavezani k upoštevanju nekih precej strogih, vedno strožjih seveda pravil za zaščito podatkov, tako da včasih ne moremo vsega v take podrobnosti analizirati, kakor bi si mogoče želeli mi ali pa naročnik. Moram pa hkrati povedati, da smo vseeno lahko v bistvu zadovoljni, da smo dostop do vseh teh baz sploh lahko pridobili in da je SURS na koncu tudi nam odobril objavo teh rezultatov, namreč v vseh državah raziskovalcem ni omogočen dostop do takih podatkov. Pa še zadnji izziv, primerljivost rezultatov, ta je precej povezan z definicijo, kar sem že razložila. Seveda, takoj, ko imamo neke rezultate, se pojavi vedno želja primerjati to z neko drugo državo, ampak moramo poudariti, da tukaj res prihaja med nekaterimi študijami do tako velikih razlik v definiciji, potem tudi v samih bazah podatkov, v metodah, da te primerjave velikokrat nimajo nekega smisla zares. Tako da iz tega izhaja tudi en glavnih namenov te študije in to je, da se zagotovi ne samo rezultate, številke, ampak tudi nek okvir za primerjavo teh rezultatov tako v času kot tudi v prostoru. Če grem zdaj na same rezultate. Rezultati analize poklicev so pokazali, da je v Sloveniji 4,7% zaposlenih v kreativnih poklicih, to znaša dobrih 35.000 zaposlenih. Kaj s tem terminom zaposleni mislimo? Tako kot v SRDAP-u so tudi tukaj zajeti tako samozaposlene osebe, kot tudi osebe v delovnem razmerju, ne glede na to, a gre zdaj za določen čas, nedoločen čas, skrajšani delovni čas. Niso pa tu zraven zajete oblike dela, kot je na primer delo po avtorskih pogodbah, študentsko delo, honorarno delo. Potem, če pogledamo analizo dejavnosti, ki je bila tukaj najprej narejena na podlagi statističnega poslovnega registra, vidimo, da sektor predstavlja 10,5% vseh registriranih organizacijskih enot. Kaj zdaj spet to pomeni? To pomeni, da so tu vključene vse registrirane pravne oblike, se pravi v tem delu analize so vključeni tudi nevladne organizacije, samozaposleni v kulturi in druge oblike. Za analizo obsega kulturnega in kreativnega sektorja se uporablja tudi metoda kreativnega tridenta. V skladu s to metodo se nekako razdeli kreativne poklice na tiste, ki so zaposleni tudi v panogah kulturne in kreativnega sektorja, tem pravimo specialisti. Potem imamo seveda tudi kreativne poklice, ki so zaposleni izven teh panog, tem pravimo vgrajeni. Poleg tega pa so seveda v panogah KKS zaposleni tudi še ljudje v številnih drugih poklicih, tem pravimo podporni. No, in po tej metodi se vse te tri skupine skupaj sešteje in vidimo, da potem zaposlenost v kreativni ekonomiji, to je ta termin za ta seštevek, ki se uporablja, znaša 7% celotne delovne sile oziroma skoraj 52.000 posameznikov. Zdaj že tukaj iz teh številk vidimo to, na kar sem prej probala nekako opozoriti, se pravi po tej metodi govorimo o 7%, prej smo pa imeli 4,7 oziroma 3,6. Združevanje analize poklicev in analize panog omogoča še en zanimiv pogled v sektor, in sicer je to primerjava kreativne intenzivnosti med različnimi panogami. Kreativna intenzivnost pomeni
kakšen delež vseh zaposlenih v panogi je zaposlen v kreativnih poklicih. Na levi strani tukaj imamo kreativno intenzivnost panog, ki so definirane kot del KKS. Na drugi strani pa imamo panoge, ki po definiciji niso uvrščene v KKS, so pa tu panoge, ki imajo vseeno zelo visoko, navedene so najvišje, kreativno intenzivnost. Nekako po priporočilih Neste naj bi bila meja kreativne intenzivnosti nekje 30%, panoge nad tem odstotkom naj bi se po priporočilu uvrščale v KKS, nižje pa načeloma ne. Zdaj tukaj vidimo, ne, imamo označene ene take zanimive rezultate, recimo kulturno-umetnostna vzgoja, kreativna intenzivnost je samo 5%, na drugi strani vidimo prek 60% v nekih drugih panogah. Zakaj do tega pride, se spet lahko navežem in na same omejitve, ki jih prinašajo klasifikacija in definicija. V kulturno-umetnostni vzgoji je večina zaposlenih s poklicem učitelji, naj si bo učitelji glasbe v glasbenih šolah, v osnovnih šolah in tako naprej. In zdaj poklic učitelja ni uvrščen na spisek kreativnih poklicev, ne. Zdaj, če bi ta poklic uvrstili med kreativne, bi seveda bila kreativna intenzivnost bistveno višja. Se pa tu postavlja potem težava, ker recimo učitelja glasbe v osnovni šoli ne moremo spet izločiti od vseh ostalih učiteljev v osnovni šoli. Zdaj, kako bomo naredili večjo napako, ne, če ne bomo uvrstili teh učiteljev med kreativne ali če bomo vse uvrstili med kreativne poklice. S tem drugim to uvrstiti vse učitelje med kreativce, to je nekako pristop tudi Floride, ki ga verjetno marsikdo tukaj pozna kot utemeljitelja kreativnega razreda. Je pa on poleg učiteljev sem uvrstil še tudi zdravnike, pravnike, knjigovodje in še marsikoga, tako da mi smo bili tule veliko bolj konzervativni, no, na tak način ugotovimo, da približno tretjina vseh zaposlenih v Sloveniji je kreativna delovna sila. Če se vrnem še malo na sam obseg sektorja, tukaj pa pridemo zdaj na tretjo bazo, in sicer zaključni računi podjetij. Tle, kot že ime pove, imamo gospodarske družbe in samostojne podjetnike, tiste, ki so pač vsako leto dolžni oddajati tudi zaključna poročila. Za razliko od prejšnje baze, kjer je bil namen dobiti neko številko vseh, imamo tukaj upoštevana samo aktivna podjetja, to so tista, ki so v tem obdobju ustvarjala neke prihodke ali pa izkazovala zaposlene osebe. In vidimo, da po tej metodi KKS predstavlja 8,4% aktivnih podjetij, 3,3% zaposlenih, ustvaril je 2,4 milijarde evrov prihodkov. Nekako najnižji delež je v izvozu, sektor relativno ni preveč izvozno usmerjen. EBITDA, kar je en od kazalnikov dobičkonosnosti, in bruto dodana vrednost pa znašata 3 oziroma 3,5%. Ker je bil torej en od glavnih namenov te raziskave postaviti neki okvir za primerjavo, poglejmo, kako so ti osnovni kazalci primerljivi z EU. Vidimo, da tukaj na sredini, če gledamo število podjetij, gre za praktično identičen delež v Sloveniji kot tudi v Evropski uniji. Potem ustvarjena bruto dodana vrednost je v Sloveniji malenkost nižja. Do največjih razlik prihaja v bistvu pri številu zaposlenih oziroma deležu zaposlenih. V Sloveniji je ta delež znatno nižji. Tudi sicer je naša raziskava pokazala, da ta majhna podjetja, ki so že tako ali tako značilna za ta sektor, so v Sloveniji še bistveno manjša.
Potem imamo tukaj tudi neko primerjavo KKS z drugimi sektorji v Sloveniji, in sicer glede na ustvarjeno bruto dodano vrednost na zaposlenega. Vidimo, da je bruto dodana vrednost na zaposlenega v KKS nekoliko višja od povprečja celotnega gospodarstva, sicer za približno 2000 evrov, v KKS znaša dobrih 45 000 evrov, v celotnem gospodarstvu pa je za 2017 govorimo znašala približno 43 000 evrov. Višja pa je tudi še od nekaterih drugih sektorjev, naprimer gradbeništva, proizvodnje računalnikov in tako naprej. Potem smo v raziskavi želeli zagotoviti tudi, poleg primerjave z EU, tudi primerjavo znotraj Slovenije. Za nekatere podatke, kot je prikazano v prvem zemljevidu prihodkov, je bilo to možno narediti po posameznih statističnih regijah. Za druge podatke, zaradi zaščite podatkov pač samo za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. V vsakem primeru pa vidimo, da po koncentraciji bistveno prednjači osrednja slovenska regija in po različnih kazalnikih zahodna Slovenija pred vzhodno Slovenijo. Da bi imeli tudi neko primerjavo v času, smo pogledali tudi trende v obdobju 2008 do 2017. Tukaj imamo prikazane pač primere za 4 različne kazalnike. Če malo razložim, vem, da se slabo vidi, zelena črta predstavlja v vseh grafih kulturni in kreativni sektor, medtem ko modra ali vijolična predstavlja celotno gospodarstvo. Za razumevanje moram poudariti, da gre tu za prikaz stopnje rasti. Torej, rdeča črta, ki jo v grafih vidite, je postavljena na ničlo in vse, kar je nad to črto, še vedno pomeni rast. Torej, kljub temu, da se približujemo ničli in upada navidezno, je to še vedno rast. Ko pa gremo pod rdečo črto, pa govorimo v absolutnem smislu o upadanju neke skupne številke. Zdaj hiter pogled pokaže, da nekih zelo bistvenih razlik v splošnem med KKS in celotnim gospodarstvom ni. Gibanje je podobno, seveda so razlike v določenih posameznih sektorjih bistveno večje, tudi v določenih letih so razlike večje. Vidi se pa v zadnjih 3 grafih nekako okrevanje po krizi, prejšnji krizi. KKS je tukaj nekako eno leto zamika malo v splošnem za ostalim gospodarstvom, potem pa ga v bistvu zelo hitro dohiti ali celo prehiti. Zdaj prvi graf števila podjetij nam pa kaže malo drugačno sliko. Število podjetij naj bi se zmanjševalo po letu 2013 še posebej in v KKS še bistveno bolj kot v celotnem gospodarstvu. Ko smo si skušali te rezultate razložiti, kaj se torej dogaja, se je spet pokazal pomen tega, da lahko stvar pogledamo čez različne baze. Konkretno tukaj, če pogledamo statistični poslovni register podjetij, ki sem ga prej omenjala, in tu imamo registrirane vse oblike, vidimo, da v tem registru praktično ne pride do upada. Pomeni torej, da se je zmanjšalo število podjetij, ki morajo oddajati zaključne račune. In glede na letnico, ko se to zgodi in postaja vedno pomembnejše, smo nekako domnevali, da je velik del razloga za to predstavlja prehod samostojnih podjetnikov na sistem z normiranimi odhodki. Tem namreč ni potrebno oddajati vsako leto zaključnih poročil, tako da navidezno iz te baze izginejo in se število skupno zmanjšuje. To je seveda škoda, ti espeji predstavljajo vedno pomembnejši delež in vedno pomembnejšega akterja na trgu, tako v KKS kot v nekaterih drugih panogah, nimamo pa žal nekih podatkov zadostnih tukaj. Zdaj, to dejstvo seveda vpliva tudi na ostale kazalce, ampak ker gre za majhne igralce, espeje, se pri ostalih kazalcih to ne vidi tako na prvi pogled, kakor vidimo to, če gledamo samo število, kjer so espeji seveda enakovredni ostalim igralcem na trgu.
V analizi je precej rezultatov tudi po posameznih panogah. Fokus sicer na posamezne panoge bo v nadaljnih korakih raziskave še, tako da se tukaj preveč v podrobnosti ne bi spuščala. Toliko, da sem želela pokazati neko primerjavo med Slovenijo in Evropsko unijo v strukturi. Vidimo, da v bistvu struktura nekako dokaj podobna, tako pri nas kot v EU je največji sektor predstavljajo knjige in tisk, na drugem mestu pa programska oprema in igre. V Sloveniji sicer ta dva sektorja relativno predstavljata še precej višje deleže kot sicer v Evropski uniji. Poleg tega je zanimivo mogoče, da so tudi knjige in tisk v Sloveniji sektor, ki je v tem obdobju od 2008 do 2017 bil izpostavljen izrazito negativnim trendom, medtem ko na drugi strani programska oprema in igre sektor, ki jasno vedno bolj prosperira. Kar se tiče trendov v Sloveniji, mogoče izpostavim samo še arhitekturo. Arhitektura je sektor, ki je v tem obdobju doživel največji, relativno gledano, največji upad prihodkov na domačem trgu. Hkrati pa je arhitektura tudi sektor, ki se je najbolj pobral v smislu povečanja izvoza in med vsemi panogi imel najvišjo rast prihodkov na tujih trgih. Največja razlika med Slovenijo in Evropsko unijo pa je v panogi uprizarjajoča umetnost in umetniško ustvarjanje. Tukaj je pri nas bistveno manjše tako število podjetij, kot tudi število zaposlenih, ustvarjena bruto dodana vrednost in prihodki. Seveda spet poudarjam, tukaj imamo pač, govorimo o podjetjih, tukaj ni nevladnih organizacij in tako naprej. Potem naslednji sektor, kjer so razlike med Slovenijo in EU še zelo velike, pa je radio in TV. Tukaj pa nekako v Sloveniji ob primerljivem v bistvu številu zaposlenih ustvarimo bistveno manj prihodkov in bruto dodane vrednosti. No, toliko na kratko o konkretnih rezultatih. V publikacijah je seveda še veliko podrobnejših izračunov, tako da vabim vseh k branju. Jaz bi za konec še opozorila, da seveda je v publikaciji tudi metodologija nadrobnejše razložena. Vem, da je to pač poglavje, ki ga verjetno večina bralcev z veseljem preskoči, ampak vseeno ne morem iz moje kože, kakor da opozorim, da preden se ti podatki uporabljajo naprej, interpretirajo naprej, da je seveda zelo pomembno, da razumemo, kaj točno ti podatki pomenijo. Zdaj bi pa Damjanu predajam. Ne dela? Ja. Še en lep pozdrav z moje strani. Veliko te je bilo treba klikati, tako malo sem mogel biti kreativen. Zdaj, prva stvar, ko govorimo kreativni kulturni sektor, se vsi zavedamo, da je to eno zelo kontroverzno poimenovanje, zelo heterogena skupina, s katero se verjetno na koncu noben ne identificira ravno zelo. Ampak dejstvo je, da se uporablja, da komisija uporablja, da bi rekel, naslednja, bi rekel, temu iniciativa znotraj Evropskega inštituta za tehnologijo ne bi bila ravno na kreativnem kulturnem sektorju, to se pravi, pridobiva zelo na pomenu. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna tukaj je, da ni enotne definicije, tako kot je rekla prej Nika, vse metodologije načeloma vsak preskoč. In ko sem malo kolege spraševal, kako vidijo, kdo je lahko kreativni industriji, vsak reče, vsaka je kreativna, ne. In potem smo zelo hitro pri Floridi, ker da so finančniki kreativni, smo videli 2,8, ne. Da so računovodji kreativni, že dolgo vemo, pa Buffett je dal 800 milijonov, pa je pol gotovo, da jih je dal za manj, ne. To se pravi, kreativnost je, ne. Ampak ne vem, če bi ravno tukaj, čeprav, če hočeš prežeti, moraš biti tudi tam, kaj je malo kreativen, ne. Ampak zakaj je to pomembno? Pomembno je zaradi analiz, mi moramo na koncu v klasifikaciji reči, ta je, ta ni. In pomembno je zaradi vseh, ker konec koncev, ko delamo javno politiko, ko delamo razpis, zelo hitro ugotoviš, moja SKD koda pa ni v skladu s tem, ko so oni rekli, da sem upravičen, zakaj pa nisem? Ja, glej, je pomembno, kakšna je definicija, ne. Ker pa ni enotne definicije, pa mislim, da je fino, da se zmenimo, katera ta je, kakršnakoli že je.
in mi smo vzeli to ta zadnjo, je pa res, ko je prej Nika omenila te projekte, mi dobivamo, bi nam pomagali in vsak projekt ima svojo definicijo. En ima UNESCO, Italijani imajo svoje, Uni imajo svoje, Peti imajo svojo, ena sedjanka je svojo naredil 2014, tako da je pomembno, da vemo, zakaj se govorimo, ker nam to omogoča, bi rekel, neka kontinuiteto in imamo številne omejitve. Zdaj, ker se kreativci dostikrat dobimo skupaj, je velikrat rečemo, joj, pa to ni jasno, ampak čisto skozi informacijo, tudi drugje ni jasno, recimo turizem na satelitskih računih, ne. Pol, ko govorimo o avtomobilsko industrijo, ne, ali govorimo o oddelku 29, ali govorimo o celi verigi vrednosti, ne. To se pravi, tudi tam ni tako jasno, ampak ko mi preberemo časopisu, vzamemo zdravo za gotovo, pa ni, ne. To se pravi, jaz mislim, da se o tem zmenimo in fino, da smo tako raziskavo naredili, da vemo, pri čem smo. Je pa problem, tako kot je že Nika rekla, z bazom podatkov, ne. V bistvu, če smo včasih rabili 10% časa za podatke, pa 90% za analizo, je zdaj ravno obratno, ne. In dokler to ni, je problem samo raziskovalcev, potem ni tak problem, sem pa videl, ko je pa problem vodenja politike v času krize, je pa to zelo velik problem, ne. To se pravi, dostopnost podatkov, da ko rešujemo krizo na podatke iz leta 2016 pa 2017 in vsi vemo, da to, kar smo mi danes predstavili, bo čez 2 leti zelo drugače, ampak bomo rabili nekaj časa. In tukaj seveda stopijo pač druge metode, tako kot so pač zelo poglobljene analize in tako naprej, malo v tem, potem samo še naprej. Se pravi, potrebna je kombinacija z ostalimi metodami, ta je zveličavna in pa seveda med državami, ko smo rekli, različne metodologije, v različnem času imamo omejeno primerljivost, kar se mi pa zdi vse znotraj države, je pa fino, da sledimo eno metodologijo, da bomo imeli vse primerljivost med leti in tukaj je zelo velik pomen kontinuitete. No pa še nekaj v tujih raziskavah, ko je prišla ta raziskava ven, to je Evropski investicijski sklad, oni so naredili, ko so delali pač ta Guarantee Facility, eno zelo hitro raziskavo in se mi zdelo zelo fajn, ampak potem sem šel drugo vrstico gledati, pa sem gotovo, če imamo dodano vrednost različno, pa če gledamo na GDP, ki imenoval se bi bil načeloma enak, ne, pa če je razlika 1:2, ne, potem načeloma, razen pri kmetijstvu, ki imaš velike te indirektne posredne davke, v bistvu ne bi smela biti ta razlika. In sem šel gledati in je za ICT napačen podatek, 2017 je bila dodana vrednost v Evropski uniji 470, potem oni so govorili v deležu GDP, Eurostat govori in relation to GDP, in to razliko ekonomisti vemo, da tukaj treba še subvencije, pa davke, pa tako naprej upoštevati. Še slabše tukaj accommodation, v bistvu 222 podatke za 2017, oni so zračunali isti. To se pravi, kaj hočem reči? Vsaka raziskava mora biti seveda predmet skepse, ne? Ampak mi zelo preradi, ko pa nekdo drug naredi, ne, to raziskavo, je pa super in vsi vzamemo, še posebej, če nam ustreza, ne. Mogoče še nekaj, zdaj, bila je samo statistična analiza, ne. To je bilo, to se pravi neka celovita, nepopolna, celovita statistična analiza, mi se nismo interpretirali. Druga stvar, zavedamo se, da kreativni kulturni sektor ima zelo pomembne neekonomske vplive in tu statistična analiza govori samo o podatkih, ne. Ne govorimo o spilloverjih, ne govorimo, kako smo povezani z drugimi industrijami, ne govorimo o network effects, ne govorimo o knowledge effects, da ne govorimo potem še o starih kulturnih, družbenih, okoljskih vplivih, ne. Tretja stvar, ki se mi zdi pomembna, to je, tako kot je rekla že državna sekretarka, osnova za neko analizo stanja. Imamo nek celovit pogled in kar se mi zdi, to je zelo pomembno. Za vodenje ustreznih politik in mogoče na koncu, ne, govorimo o krizi. Josip je govoril o krizi, to je pomembno, da umestimo kreativni in kulturni sektor znotraj nekega okvirja. Ko je kriza, potem sam govorimo GDP zaposleni in zdaj imamo tukaj nek okvir, o katerem lahko govorimo. Zakaj pa to pomemben? Bom pa še 2 citata dal 2 gospodov. Eden je ta gospod Deming, doktor Kovač ga zelo dobro pozna, on je Total Quality Management. Zanimivo, ne? Oni govorijo, da je najbolj pomemben ne Japonc za japonski čudež. Že leta 1951 Demingova nagrada, poznamo latinski pregovor, nihče ni prerok v lastni domovini, ne? No, on je lepo rekel eno tole, saj vsi znamo angleško, ne? Se pravi, če nimaš nekih podatkov, si sam druga oseba z nekim svojim mnenjem, ne? In še druga, tudi zelo pomembna, to je pa že pokojni švedski matematik, ne? Se pravi, je zelo lahko lagati statistiko, no? Ampak če hočeš pravico, resnico povedati, pa brez statistike je zelo lepo. In zato je ta pomembna naloga, ta analiza in upam, da ni zadnja, ne? Hvala.
Ok, zvočnik mi spet dela. Dobro. Ja, Barbara Predan je uspela to zelo kompleksno in v bistvu obsežno analizo, statistično, ki jo bomo seveda vsi od začetka do konca prebrali, jutri, skrčiti na en takšen zelo plastičen povzetek, skozi katerega si lahko predstavljamo v bistvu, kje smo, kdo smo v številkah, ne. In Barbara, mene zanima tukaj, kako narediti en takšen povzetek, pa da vsem preveč ne simplificiraš, a mi malo predstaviš, kako ste se tega z ljudmi, oblikovalci lotili. Hvala. Super, hvala. Hvala za besedo, hvala Niki in Damjanu za res obširno analizo. Jaz sem bila ena prvih, poleg verjetno Anje in Mirne, ki je to celo zares prebrala od prve do zadnje črke. Ja, skratka, tole moram verjetno še nekaj zagrabiti. Ja, ko ste me povabili iz Centra za kreativnost, in hvala za povabilo, da to preberem in da pripravim, da pač potegnem na nek način, lahko rečem, da se je zgodil nek tak cherry picking, ne, to se pravi, sem v kontekstu današnjega časa, lahko rečem, obirala češnje. Kaj je tista stvar, ki bi jo potegnila ven, ki bi jo pač nekje izpostavili. Prva stvar, ki jo moram pač dati kot nek, lahko rečemo, disclaimer, je, da so bili to čist drugi časi. No. To je bilo januarja, februarja, to se pravi, zgodilo se je pred korono, ko sem jaz brala, se je bralo to kot precej optimistična ali pa tiste stvari, kjer morda niso še tako optimistične, se je pa bralo v resnici kot, ok, tle imamo pa še veliko potencijala, v katere je pač treba začeti vlagati ali pa kjer pač pravzaprav lahko vidimo neko potencijalno moč, če bomo pač v to zgodbo se pač nekje spustili malo bolj načrtno. Ok, vmes se je zgodila korona in to me bo Eva in še vsi ostali, ki sledijo, bojo super dopolnili za zgodbo, kjer bomo videli pač tudi ta kontekst iz druge plati. Meni se je vseeno zdelo, da ne glede na ves kontekst, ki se je zgodil potem kasneje, je fino obdržati pač neke vrste tudi optimizem. Hkrati pa pač, ker je tukaj, tako kot sta že Nika in Damjan omenila, gre za obdobje 2008 do 2017, to se pravi tudi že obdobje neke kar konkretne recesije, se lahko iz tega tudi malo učimo, kako ne reagirati zdaj, če pač nas čaka še kakršnakoli že spet kakšen drugi val recesije ali pa prvi ali pa kakorkoli. Skratka, tukaj se lahko kar nekaj naučimo, no, in verjetno se lahko naučimo, da kulturni in kreativni sektor imata moč, imata potencial, imata vlogo, to smo zdaj izmerili, vemo, koliko smo visoki, težki, dolgi, kakorkoli, in se mi zdi pač fino na tem graditi. Kako smo potem, ko sem postavljala nekje, poskušala pač strukturirati samo zgodbo, jaz podatkov seveda ne bom zdaj še enkrat ponavljala, ampak skratka sem postavila neke tri sklope. Prvi sklop je bila vloga kulturnega in kreativnega sektorja, v drugem smo se opredelili pač ogromno časa, lahko rečemo, se je drobna knjigica na velikost, prihodki in vrednost samega sektorja, potem v nadaljevanju smo pa pogledali tudi kot nekakšnega spodbujevalca sprememb in inovacij. To se pravi, ja, vzeli smo vse te statistične podatke, pač rečemo neke določene segmente ven, hkrati smo si pa v tej publikaciji že malo dovolili, da v resnici tudi postavimo nek še dodaten kontekst ali pa neke dodatne. Nismo želeli pač to sta nas oba, Nika in Damjan, to se pravi, da ne gre za neke direktne primerjave, gre pa mogoče za izpostaviti nekih dobrih praks, ki se tukaj pač morda dogajajo. In ja, vsekakor zahvala oblikovalski skupini Ljudem. Kaj smo s to publikacijo vsekakor želeli. Ena stvar je, to se pravi, da boste to zagrabili, da boste hitro razumeli te neke informacije in to se pravi šli kasneje brati daljšo statistično analizo. Hkrati pa izbiro barve in naslovnice smo zelo jasno, če slučajno še ni jasno, vsem, ki delate na politikah, lokalnih, regionalnih in nacionalnih, ne morete nas več spregledati, no, tako da lepo prosim. Ok. O definiranju kulturnega in kreativnega sektorja je bilo veliko rečeno, mogoče to, kar bi jaz še tukaj izpostavila, je, da pri tej definiciji Evropske komisije, ki smo jo se pač odločili, da bomo njej sledili, je bilo pomembno izpostaviti, da enakovredno vključuje tako netržno kot tržne dejavnosti iz tega področja. Hkrati pa to, kar se mi zdi nekje ključno izpostaviti, je, to se pravi, ko govorimo o ustvarjalcih, moramo tukaj razumeti tudi, to se pravi, govorimo, ja, lahko rečemo v zelo ozkem pomenu ustvarjalci, hkrati pa lahko moramo tukaj videti tudi vse tiste, ki skrbijo za razvoj tega sektorja, ki skrbijo za produkcijo na tem sektorju, vse tiste, ki izobražujejo na tem sektorju, ki upravljajo in seveda ohranjajo s tem sektorjem, pa verjetno sem še zdaj ogromno nekih dejavnosti izpustila. To se pravi, res govorimo
o nekem konkretnih poklicih v panogah, ki v ta pač kreativni sektor, kulturno-kreativni sektor vstopajo. Druga stvar, ki pa smo jo tudi danes že večkrat hoteli povedati, ali pa kjer smo jo tudi s to publikacijo še toliko bolj hoteli poudariti, ena stvar so te statistične, seveda izmerljive, ki so pomembne, ki so ključne za tega, da se pač nekje lahko postavimo skupaj z drugimi sektorji. Druga je pa seveda ta, ki se mi je zdela zelo lepa od Kurta Vonneguta. On je sicer pisal o pisateljih, ampak se mi zdi vseeno pomembno izpostaviti to njegovo zgodbo, ko pač reče, da ko govorimo o ustvarjalcih, govorimo pravzaprav o evolucijskih celicah, govorimo o tistih, ki si pač upajo eksperimentirati z novimi idejami, ki nove in drugačne ideje vnašajo, lahko rečemo v družbo, ne, in seveda potem govorimo tudi tiste, ki so sposobni se odzivati na simbolni ravni, na pač na življenje, na situacijo, aktualno situacijo v družbi. Ne. In on zelo lepo zaključi, zato so manifestacija celotne družbe ali pa še več so kanarčki v rudniku. Zdaj, če je ta... Okay. Zdaj, če je bilo ta okvir, pač kot ga Kurt Vonnegut je nekje pokazal, ga lahko pokažemo še čez drug kontekst, skozi kontekst veščin. To se pravi, Svetovni gospodarski forum je izdal publikacijo The Future of Jobs in je na nek način... Aha, ok. So šele začela. The Future of Jobs, kjer smo pogledali pač neke te ključne veščine. Oni so jih našteli 10 kot tistih temeljnih za osrednje področja, različna osrednja področja, ampak seveda potegnili smo ven 4, ki grejo res, lahko rečemo, avtomatično, jih pripišemo kulturnemu in kreativnemu sektorju, od kompleksnega reševanja problemov do kritičnega mišljenja, kreativnosti seveda, pač že v imenu, in kognitivne fleksibilnosti, in vse to pač prepoznavajo kot vse tiste veščine, ki nam bojo omogočale pač ta vstop v 4. industrijsko revolucijo, v kateri smo pravzaprav verjetno že z obema nogami notri, da bo pač ta vstop nekje pač veliko bolj human, veliko bolj v kontekstu tudi lahko rečemo boljšega življenja, upajmo boljšega življenja za vse. To se pravi, tle lahko vidimo ta intelektualni kapital, ki je definitivno ključen in pač na nek način ga lahko povezujemo z poklici iz osrednjih področij kulturnega in kreativnega sektorja. Teh 10,5% vseh registriranih organizacijskih enot so bile že omenjene, mogoče samo še izpostavim, da smo v publikaciji še toliko bolj se nekje pač dodatno izpostavljali pomen za tega, da pokažemo skozi te različne panoge, kje so registrirane, v kakšnem deležu. Hkrati smo... Res moraš biti kar vztrajen. Ok, pa gre pa hitro. Hkrati smo pogledali mogoče za nekatere, to je malo skozi nik in kontekst se je že dal razumeti, za nekatere presenetljive, za nekatere pač verjetno samoumevne, ampak skratka tudi številno pravno-organizacijskih oblik znotraj teh 10,5%. To, kar pokaže, je, da je kar 56% samostojnih podjetnikov, to se pravi SP-jev, 23% DOO-jev, to skupaj znaša pravzaprav 79 pravno-organizacijskih oblik registriranih pač znotraj KKS-ja. Temu sledijo na 3. mestu samozaposleni kulturi in potem še zavodi, društva in tako naprej. In tle potem v sami publikaciji seveda ogromno še, kot že omenjeno, samih prihodkih, odnosu in BDV-ja, tukaj smo seveda zelo ponosni, mogoče to ni bilo tako jasno izpostavljeno, da KKS zdaj izmerjeno je BDV višji od slovenskega povprečja, gospodarskega povprečja, to zelo lepo pokaže raziskava. Hkrati se nam je pa zdaj pač nekje ključno izpostaviti še internacionalizacijo. Sama internacionalizacija je mogoče en segment, kjer je ravno tisto, kar sem na začetku omenila, kaže na to, da pa predstavlja kar konkreten še izziv ali pa nek potencial za naš sektor. Zakaj? Zato, ker pač tukaj pač sami prispevamo 1,5% in kot je bilo že omenjena, arhitektura
in programska oprema tukaj kažeta res lepo pot, kako nadaljevati. Arhitektura je bilo že, če dam še številko, je zraslo povečanje na tujih trgih 272%, programska oprema in igre 247% in seveda absolutno lahko rečemo, da tudi vse ostale panoge, vse ostale področja z neko premišljeno sistemsko podporo, dolgoročno podporo bi lahko to brez problema dosegala enako ali še bolje. To, kar je tukaj, bi tudi se še jaz naslonila na že omenjeno tujo raziskavo, ki pravzaprav reče, da internacionalizacija in izvozna dejavnost sta ključni lastnosti uspešnih kulturnih in kreativnih industrij, ampak seveda to se ne more zgoditi, če se pač podpora je sporadična, če je pač samo, ne vem, pač vsake toliko se zgodi s kakšnim festivalom ali s kakšnim obiskom sejma, enostavno more biti dolgoročna, more biti sistemska, ali pa tako kot tle zaključimo, zato so potrebne politike pametne internacionalizacije in izvozne promocije. Zato tega, ker ta podpora za razširitev tega mednarodnega dometa, KS je pač izjemno ključna. To, kar bi mogoče še izpostavila v sami publikaciji, smo kar na parih mestih vam dali ene take drobne, lahko rečem bombončke, v opombe, kjer pač pravzaprav pokažemo neke dobre prakse. Ta praksa, ki jo tukaj bom samo navrgla, gre seveda za korejski val. Kaj gre za korejski val? Oni so se z letom, to gre za Južno Korejo, z letom 1999 so se črtno odločili, da bodo pravzaprav začeli investirati v lasten kulturni in kreativni sektor, najprej na nacionalni ravni, potem pa zelo močno internacionalno. In seveda po 20 letih smo vsi letos videli, kaj to pomeni. Pomeni, da v resnici na Oskarjih tujejezični južnokorejski film prejme glavno nagrado in vidimo zahvalo prvič ne v angleščini. Tako da definitivno slovenski film ima še ogromno potencijala tukaj. Zdaj, če zaključim, raziskava in to, kar smo nekje pač, ko prebereš statistično analizo, lahko pač res se mi zdi pomembno vsakič znova to izpostaviti, je, da kulturni kreativni sektor vsako leto prispeva k slovenski bruto dodani vrednosti, sem malo upočasnila, k produktivnosti in k inovativnosti. Ob tem pa seveda to, če je to izmerljivi del, pa hkrati seveda moramo biti konstantno pozorni še na nas, ves neizmerljivi del, ki je bil tudi na začetku se strani Ministrstva za kulturo omenjen, to se pravi res gre za govorimo za družbo širše, za učinke, ki jih ima v družbi širše. Verjetno se vsi strinjamo, da to, kar lahko doživiš na vrhunski gledališki predstavi, na vrhunskem koncertu, to so pač neke tiste stvari, ki so neizmerljive. Za konec, pričujoči dokument, kot smo zdaj že večkrat poudarili, je seveda nek začetek, kako bojo to nadaljevali, me bo zdaj Anja fino dopolnila. Jaz bi pa samo tukaj še rekla, zato da bomo lahko delovali, pa seveda KKS nedvomno potrebuje prostor za eksperiment, potrebuje prostor za razvoj, potrebuje prostor za inovativnost, za sodelovanje, za argumentirano kritiko, za delo, ne nazadnje, ali pa če se vrnem k Vonegutu, dajmo kanarčku kaj zraka zadihati. Hvala. Hvala lepa vsem trem. Mislim, da sta oboje in raziskava in ta povzetek raziskave, knjižica, odlični orodji za nadaljnji pogovor in pogajanja o kreativno-kulturnem sektorju. Anja, mene pa zanima, kakšno je nadaljevanje. Vaš program raziskav je kar pomemben v samem pač projektu Center za kreativnost, ampak zanima nas, kako boste nadaljevali. O tej raziskavi sta Nika in Damjan povedala, da je precej splošna in da v bistvu se dejansko podatki pa tudi interpretacije verjetno zelo razlikujejo glede na sektor, glede na to, ali je to kulturna vzgoja, ki je čisto neprofitabilna, ali pa so to igre in programska oprema, pa me zanima, kako naprej. No? Ja,
Jaz bi mogoče najprej omenila to, da kljub temu, da ta raziskava predstavlja po mojem mnenju eno osnovo, en minimum, na podlagi katerega lahko delamo, so že te podatki nekaj, kar bi bilo za nas, ko smo pripravljali program Centra za kreativnost, zelo pomembno, ker smo se nenehno soočali z utemeljevanjem, zakaj moramo vključiti določene ustvarjalce ali pa določena področja v razpise, zakaj morajo biti upravičenci razpisov od samozaposlenih do ne vem, zasebnih zavodov, društev in tako naprej. Skratka, nismo imeli neke osnove, recimo kot je ta analiza, s katero bi lahko potem utemeljevali in argumentirali tudi to, kar smo pripravljali. Tako da ta osnova je zelo pomembna, da lahko delaš karkoli naprej. Seveda pa se zavedamo, da je to začetek, tako da mi zdaj že pripravljamo pravzaprav podsektorske raziskave, raziskave posameznih področij, ker se pa zavedamo, da je to blazno široko področje, če malo pozna področje arhitekture, oblikovanja, mogoče tudi vizualne umetnosti, so druga področja zelo specifična in tukaj smo povabili k sodelovanju tudi partnersko mrežo, partnerskih organizacij, z pomočjo katerih in seveda drugih deležnikov bomo v nadaljevanju v naslednjih tednih, mesecih pripravljali tako podsektorske raziskave, delavnice in pa seveda skozi to tudi priporočila za oblikovanje potem politik in ustreznih ukrepov. Skratka, to je zdaj šele en proces, ki se je dobro začel, nadaljuje se z mapiranjem, z podsektorji, z SWOT analizo in pa potem celo potenciali, primerjavo s tujimi trgi in tako naprej. Skratka, začetek vsega. Najlepša hvala. Jaz zdaj še udeležence in udeleženke vabim, da se udeležijo razprave, če imate kakršnakoli vprašanja, komentarje, ste vabljeni, da jih zastavite omizju in kolegica pa vam bo podala mikrofon. Vi pa kar dvigante roko. Aha, imamo Andrej Srakar, prepoznamo te. Živijo. Hvala. Pa prosila bi, da se predstavite in od kje prihajate in tako naprej, preden Andrej postavite Srakar, vprašanje. kolega z Inštituta za ekonomske raziskovanja in ekonomska fakulteta, docent. Kratek komentar, saj Nika in Damjan, mislim, da ga že vesta. Mislim, da absolutno študija prinaša pomembne podatke. Absolutno se mi zdi zelo velika dodana vrednost prideti, tako kot je Nika in Damjan opozorila, do baz, ki so bile tukaj velika dodana vrednost, ker ni lahko prideti do teh baz. Edino, kar opozarjam, to je bilo že opozorjeno, so interpretacije, se je o tem verjetno govora kasneje. Na eni strani je tukaj Nika že opozorila, zajetje, ta termin, kot je Damjan rekel, je zelo nesrečen, kulturni in kreativni sektor, ker mislim, veliko tega, o čemer je bilo govora, tudi ta kreativni doprinos in tako naprej in tudi zadnji del. Nekine predstavitve je govoril o podjetjih, o zasebnem sektorju in tukaj absolutno manjkajo podatki in kulturne in kreativne industrije so ključne za podporo in spodbujanje v Sloveniji. Je pa res problem, če se seveda potreba biti tudi previden, zajete so sicer vse organizacije, ampak seveda te organizacije, tako kot je bilo opozorjeno, so izjemno heterogene, različne in seveda veliko stvari, ki so notri, so popolnoma različne za nevladne organizacije, ki so bile vključene za samozaposlene. Skratka, zelo je, mislim, da treba biti res previden, zakaj se ta študija uporablja. Prinaša izjemno pomembne podatke, podatkovne baze in tako naprej, ampak interpretacije so pa lahko zelo nevarne, ker poznamo zgodbe iz tujine takšnih študij od Economy of Culture in Europe, ki so zaradi interpretacij vodile v nevarne stvari za kulturo v Evropi, to, kar je bilo prej omenjeno, vključevanje v kohezijske sklade je bilo oteženo točno zaradi podobnih interpretacij. Hvala, Andrej, zelo relevantno. Sta vidva kaj še za pripomniti na to? Sta v bistvu že na začetku opozorila na problem interpretacije. Ja. Mogoče že kakšno vprašanje iz publike? Aha, sorry. Hvala lepa, jaz sem Miha Klinar, pa imam en komentar, pa imam pa mogoče še tudi neko
vprašanje iz tega ven. Ko smo, mislim, jaz pozdravljam to in se mi zdi mogoče to, da je nekdo prevzel te raziskave, pa upam, da bojo periodične in da je to Center za kreativnost, se mi zdi mogoče celo eden največjih value Centra za kreativnost. Iz te izkušnje, ki smo jo imeli pri prvi raziskavi, tam 2011, če se spomnite, ko je bil industrijski dizajn tema, jaz mislim, da je ta raziskava pomagala za to, da se je ta del umestil v razpise. Iz teh razpisov smo naredili kar nekaj dobrih projektov, enega sem vodil, pa poznate, ne. In to je ta pravi argument, tako da to je kapital, iz katerega se da kreativne industrije pač dvigant. Tisti pomislek, no, pri tej predstavitvi moj je pa sledeč, ne. Če vzamemo kontekst EU, ne, potem imamo znotraj EU države, s katerimi se ne moramo primerjati, pa imamo tudi države, s katerimi se v bistvu nočemo primerjati. Kar pomeni, da je treba raziskave gledati mogoče tudi malo v tem kreativnem smislu, kakšne rezultate od njih pričakujemo. Ko smo mi delali raziskavo recimo za podjetja, smo vzeli benchmark na temo hitro rastoča podjetja, seveda, zaradi tega, ker je segment podjetij preširok. In mi se želimo primerjati s tistimi, ki jim gre dobro. Mogoče mi manjka ta del, ne, se pravi nekega konteksta, kaj pravzaprav, kaj od te raziskave pričakujemo, kdo so tisti, s katerimi se lahko primerjamo in potem bi bili te rezultati mogoče tudi glede na to, kar je kolega rekel, bolj relevantni. Ta druga stvar, ki se mi pa zdi, je pa, da je taka splošna raziskava nek prvi korak, da je treba te poglobljene raziskave narediti potem spet v tem kontekstu, s kom se želimo primerjati in iz tega ven dobiti neke strateške cilje, ki so pa specifični za seveda vsako državo posebej oziroma za nas in šele to pa lahko pomeni v bistvu neko strategijo. No. Tako, sam ta komentar. Super, pa če je hvala. kakšen odgovor, pa tudi prav. Hvala. Mogoče bi se jaz samo na kratko navezala na tale komentar, pa bi vaju vprašala, še preden pokomentirata. V bistvu imamo zdaj eno veliko raziskavo in v Sloveniji se ponavadi zgodi, da rodimo eno veliko raziskavo, pa 10 let nič, ne. In zdaj, kaj narediti, da bi dejansko to raziskovalno delo spodbujali, da bi mladi raziskovalci se ukvarjali s takimi raziskavami in da bi lahko v bistvu o kreativnem in kulturnem sektorju vzpostavili nek diskurs znanstveni v pravem smislu besede, da ne bi bila tukaj ena raziskava, pol pa 1000 enih mnenj okoli, recimo, kako bi lahko to podprli. Ja, tle smo mi podobni vlogi, kot nevladniki. Razpisati je treba sredstva, ne, pa bojo raziskave. Če se malo pohecam, no, ampak dejansko je redko priložnost, da se ene stvari, kakor je Miha omenil, tale CRP na dizajnu, projekti, kjer je raziskavam namenjenih dovolj sredstev, da se lahko stvari malo bolj poglobljeno in z različnih zornih kotov pogleda. Tako da mislim, da so te raziskave, ki jih še CZK namerava izvajati in ki jih je že zelo dobra popotnica k temu, da bomo imeli tudi za znanstven diskurs neko podlago. Seveda je pomembno kontinuiteta, kot je že bilo rečeno, ne. Brez tega, če vmes 10 let mrka na tem področju, zelo težko to debato nadaljujemo. Če se navežem čisto na kratko še na Mihatovo vprašanje, se absolutno strinjam, ne, pri primerjavah je definitivno pomembno, s kom se primerjamo. Je pa tle vprašanje spet, s kom se lahko tudi čisto metodološko gledano primerjamo, ne. Recimo z Anglijo statistične analize ne moramo praktično primerjati zares, ker imajo druge klasifikacije svoje, ne, tako da možnosti so recimo Avstrija, Nemčija, ampak vsaka raziskava ima spet svojo metodologijo, svoje definicije, tako da v okviru ene raziskave in ene metode se lahko največ z eno stvarjo primerjamo in za začetno raziskavo se nam je zato en ta evropski okvir zdaj vsem dosti primeren. Tudi ta študija je metodološko
precej natančno razdelana, da se sploh lahko primerjamo z njo. Sem prej rekla, večina bralcev preskoči ta poglavja v knjigi metodološka, žal jih tudi veliko raziskovalcev preskoči in zelo neradi delijo svoje metodologije, tako da ni najbolj enostavno sploh se poskušati približati veliko tem raziskavam. Si pa mi tudi želimo, tudi nas še zanima, tako da upamo, da bo naprej še kakšna priložnost za take študije. No. Jaz bi se zelo strinjal z Mihatom, ker v bistvu kreativne pa kulturne industrije, če gledamo, bi rekel, je velikrat zelo teritorijalna zgodba. Ne? Tako bi rekel, tudi dostikrat znotraj države, tako kot smo že mi videli, so velike razlike. In kar se meni zdi tukaj pomembno to, da potem v fazi, bi rekel, oblikovanji politik, da pa še ta vidika, ne? To se pravi primerjave z unimi najboljšimi ali pa unimi najbolj uspešnimi ali pa uni z nami primerljivimi, ne? Je izredno pomemben. Kar se mi pa zdi zelo pomembno tudi, da pač take raziskave imamo ne samo na statistiki, ampak tudi, bi rekel, na politikah. Ne vem, če se ni anekdota, ampak mi smo bili ravno na ta Creative Cities in smo bili v Italiji in smo bili s temi filmski producenti in vsi so kleli, kako jim je država zmanjšala denar in da bojo vsi propadali in zvečer pride en pač slovenski pač iz tega sektorja in razlaga, da največji zgled je pa Italija. Ne? Tako da, ker v bistvu niti ni vedel, niti ni spremljal, da vmes, da so že vse porezali. Ne? Tako da, zato se mi zdi, da je pomembno analitiko spremljati, primerjave delati in tudi ta vidik, ki ga ima Miha omenil, to se pravi, se primerja z najboljšimi tudi pač na dobrih praksah in ukrepih in to, ki je Barbara ravno ta izvoz omenila, mislim, da je to eno od področij, kjer se moramo pa še zelo veliko naučiti. Je pa res, da vsaka panoga ni ravno najbolj primerna za te stvari. Ne? Hvala. Ja, še jaz bi mogoče tukaj se referirala na to, da zagotovo se Center za kreativnost vidi kot enega od nosilcev teh raziskav na področju kreativnega sektorja, MAO je nenazadnje tudi registriran kot raziskovalna organizacija in zato je tudi to razlog, ta raziskovalna dejavnost centra, v bistvu, da smo jo umestili v enega od 6 ključnih stebrov naših programov. Skratka, tukaj nameravamo naše delo nadaljevati. Jaz upam, da se bo tudi projekt nadaljeval v sklopu kohezije in da bomo uspešni. Poznamo tudi kritike, poznamo probleme, ki so nastajale s tovrstnimi, recimo, napačnimi interpretacijami podatkov, tako da bomo zelo pazljivi, kako jih bomo uporabljali. Ne sme biti pa to razlog, da se ne bi spustili v to, da raziskujemo področje. Ne? To. Imamo še kakšno vprašanje? Mogoče tam še zadaj eno vprašanje, prosim. Živjo, Zoran Poznič. Bolj kot ne ena observacija, pa mogoče en obet za prihodnost. Seveda izredno hvaležna danes izredno hvaležen dan, da je ta publikacija v resnici pred nami in je izrednega pomena za vse nadaljne korake, ki jih ne bi kot država počeli na področju kreativno-kulturnega sektorja. Predlog je bil že lani, da se naredi nekakšna prečna služba med gospodarstvom, SVRK-jem in Ministrstvom za kulturo, ki pa bo potem na ravni teh, če rečem tako, političnih odločevalcev skušalo implementirati vse to, kar je tu zdaj nam predstavljeno. To je hudičevo močna gospodarska panoga v Sloveniji. Tega se drugi odločevalci še kako premalo zavedajo. Da ne govorimo, kakšni so potenciali glede naše filmske industrije in vse, kar prinese s sabo, ki tudi spada v ta razrez. Tako da tu nekako je potrebno vsekakor vršiti, če temu tako rečem, en konstantni pritisk tudi na politiko, da posveti veliko več pozornosti kreativnemu sektorju in da resno začne razmišljati, kako ga zbustati, kako ga podpreti in kako ga v bistvu tvorno ne mu odmagati, ampak pomagati se razvijati. Samo toliko. Najlepša hvala. Zdaj, če ima kdo še kakšno hudo pereče vprašanje, vzamemo še eno, ampak to bo zadnje, seveda je pa... Ja, še eno vprašanje, tam dol, v vogalu.
Seveda pa, če bo imel kdo kasneje še kakšno vprašanje, ker malo zamujamo s časom, že so pa tako raziskovalci kot Center za kreativnost, kot Barbara Preden odprti, da jih kontaktirate, da date tudi svoje predloge in komentarje po mailu, pa telefonu, pridete na obisk, karkoli. Hvala. Kar prosim. Živijo, Simona Hočevar, sektor za koordinacijo strategije pametne specializacije iz Svrka. Gospod Poznič me je izval. Moram reči, da naši ste, vzeli smo vas pod okrilje, se zahvaljujemo, da imamo končno to v rokah, ker nam bo veliko lažje kaj narediti na tem področju. Hvala lepa. Jaz sem lepo zahvaljujem, zdaj bi kar nadaljevali z naslednjo prezentacijo, da bi povabila Evo Perčič, drugih udeležencev pa še ne, zato da lahko lažje gledate njeno predstavitev in sicer nam bo predstavila raziskavo o tem, kaj se je z kreativci dogajalo v času covida.